Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Sport, lepo pozdravljeni iz dopusta, iz morja, iz v bistvu prelepe Podstrane. Lahko bi rekel predmestja Splita, če gledam iz Dubrovnika gor nazaj proti Splitu. Zdaj, koliko se tu sploh kaj vidi? Tam dol je Brač, Sutivan, Supetar, tukaj spodaj pa mi, pa prva vrsta do morja, v glavnem. Fantastično priporočam, torej Podstrana oziroma malo bolj natančneje Sveti Martin pri Podstrani. Ampak nema veze, ne oglašam se seveda zaradi tega, ampak ker so LA Lakersi končno naredili neke premike na NBA tržnici, začelo se je roko na srce slabo, vsi smo bili malo skeptični, ker se v bistvu ni nič dogajalo, dokler ni prišel tale krilo Lakerse. Po pravici povedano, si sploh nisem še enkrat prval, kako se piše, toliko slabo ga poznam, malo šlampasto od mene, ampak vseeno. V glavnem, to je bil nek tak slab znak, ker smo vsi vedeli, pa vsi pričakovali, da rabimo centra, oziroma da Lakersi rabijo centra in potem nič in še enkrat nič. In na to vendarle je neka predvidevanje, da naj bi Ayton podpisal, mogoče celo tale center iz Bostona, Horford. In dejansko, danes se je zgodilo, DeAndre Ayton, nekdanji prvi nabor leta 2018 lige NBA, ki je v bistvu bil velik konkurent Luke Dončića takrat na naboru, ko je končal Luka tretji, sta zdaj skupaj. Po zdaj, kaj je to, 7 ali 8 letih, 7 letih, ja, bosta vendarle zaigrala skupaj. Tega se bom dotaknil, kakšni so to plusi, kakšni so minusi, moje videnje tega, potem nekih izjav okoli Luke, kako slabo vpliva na Reevesa in na Jamesa in kako ne želita igrati okoli njim, kdo je to sprožil in kakšno težo imajo te besede. O slovenski reprezentanci za 19 let, ki trenutno igra na svetovnem prvenstvu, dokaj uspešno. O izjavi Gorana Dragića, kar se tiče slovenske reprezentance in pa mogoče še bo še kaj najdlo. O tem torej danes bi pa vas še v začetku povabil, če ste tukaj novi oziroma vnovič, da se naročite na moj kanal za podobne vsebine, highlights, podcast, da tako rečem. Lepo vas povabim, da se naročite na moj kanal. Kakšen všeč, komentar pa seveda spodbudi ta YouTube algoritem. Gremo na zadevo. DeAndre Ayton. Spravi poznamo ga kot centra, ki je začel svojo kariero v Phoenixu. Takrat je Igor Kokoškov v bistvu bil prvi trener Phoenixa, ki je lobiral seveda, da bi Luka Dončić okrepil vrste Phoenixa takrat, ampak vemo, celotna ameriška srednja novinarska je takrat dala jasen znak, da je Ayton tisti deček, tisti fant, ki pač enostavno more okrepiti Phoenix. Nazadnje je hodil na univerzo v Arizoni in v bistvu vse se je poklopilo v tem primeru pri Phoenixu in seveda so ga izbrali kot prvi nabor. Jasno je bilo seveda takrat Dončić bil Rookie of the Year, mislim, da vsi na sončni strani Alp nismo dvomili v ta uspeh. In fast forward, fant je kar nekaj klubov vmes menjal. Zdaj, če se osredotočimo na čas, ki prihaja, oziroma zadnjo sezono, nek plus je, da zna fant loviti žoge nad obročem, se pravi tale Aljub varianta, kar Luki seveda ustreza. Tukaj mislim, da mora biti, da bo obstajala, to je definitivno plus. Fant zna zadeti s pol razdalje. Tudi tole je neka nevarnost, ki se zdaj išče, gibljiv center. Tako da nekega sodelovanja tukaj vse nadejam. Verjamem, da bo uspešno, glede na to, da je Luka igral 5 ali 6 let z Dwightom Powellom kot prvim centrom in iz njega naredil spodobnega centra, da tako rečem. Jaz mislim, da je tukaj Ayton veliko boljši in da pa tudi mlajši, ne nazadnje, in da bo tukaj se lahko razvije neka lepa zgodba. Verjamem, da lahko dobro sodeluje z Lukom, z LeBronom in tako naprej. To je nek plus, ki ga vidim za začetek. Zdaj so pa tu minusi. To, kar se tiče neke obrambe njegove, dokaj suh, ni toliko fizično močan, ne vem, koliko lahko parira, oziroma je v preteklosti pariral z nekimi močnejšimi centri. Tole bo malo treba skriti, nazadnje imamo tudi slabost pri Luki Dončiću glede obrambe, to je jasno. Zdaj tudi malo posameznika stvar, malo taktike. Tako da to je nekaj en minus. Drug minus je, mislim, da kar malo njegov karakter. Veliko ekip je menjal
To je eno, drugo pa mogoče malo nestabilen, ne vem, če veste, v preteklosti recimo je zamudil na tekmo, oziroma ga celo ni bilo na tekmo, ker so bile ceste okoli njegovega doma zaledenele, ali kako je že tista štorija. Če ve kdo mogoče več o tem, lahko se dotakne tega spodaj v komentarjih, pa malo pokomentiramo. Mislim, za nekega multimilionarja take postranske zadeve pa po moje ne mogle biti težava, pa če so vsi ostali lahko prispeli na tekmo. Ja, evo, Galebi smo nas malo obiskali. No to bi bil nekak minus. Zdaj, če sem ekstra navdušen nad to potezo Lakersov, mislim, ne skačem od veselja, je pa res, ne, da kaj je pa bilo sploh na voljo, kakšne so bile opcije, da Lakersi pripeljejo tole v ekipo. Ne. Mislim, da so dobili neko drugo najboljšo možnost, če se ne motim. Sam Miles Turner recimo je šel iz Indiane v Milwaukee, dajte me vpravi, če se motim, pa je že tu skoraj to, no, ne vem, če bi bil kater boljši center zdaj na voljo. Zdaj, kot rečeno, omenjaš se še tale nekdanji center Bostona, ki zelo zna razširiti, ne, sprej Al Horford zelo zna razširiti raketo. Vemo, da zna metati za 3, je sicer veteran, ampak ga lahko dobiš po veteranskem minimumu. Zdaj je to še posebej pomembno, isto kot je veljalo za Aytona, ki smo ga za relativno mal denar dobili, ne, 8 milijona sezono, 2016, nekaj takšnega. Zdaj veteranski minimum bi pa podpisal v tem primeru Horford, če bi bil. Ne, zdaj Neka špekulacija od zadaj so, da bi še nekaj pričakovalo, kar bi bilo za me absolutno super. Zakaj? Kot rečeno, zna razširiti raketo, zna metati za 3 točke, fantastičen obrambni igralec. Po mojem mnenju en izmed boljših centrskih, centrov, ki zna ustaviti centra. Ali je to zunaj, ali je to noter, jaz bi bil, takoj podpišem, bi bil mogoče celo bolj navdušen nad tem, da smo dobili Aytona, ampak to je moj pogled. Zdaj vprašanje, koliko lahko človek, ki je zdaj 39-40 let zdrži, ni to forma LeBrona Jamesa, jasno, ampak ja. Ko smo že pri LeBronu Jamesu, podpisal je novo pogodbo, se pravi, izkoristil klauzulo, mislim, da za $52 milijonov, kar zelo zniža tale cap space Lakersom, ampak po svoje razumljivo, komu pa mora on polagati račune. LeBron James je v karieri naredil toliko dobrega za košarko in NBA, da tu sploh ni debate, ne nazadnje tudi za LA Lakers-e, privolil jim je naslov, mes me malo nekaj smotilo v glavnem. LeBron, torej precej tele cap space, kot sem rekel, je zapolnil, ampak pustimo zdaj to njega, tole je zaslužil, tudi Luka svoje porabi, je pa dejstvo, da potem težko kaj pametnega ustvari s tem, to pa je drugo. Tako da po svoje tukaj razumem neko izjavo Roba Pelinke, da se oni v bistvu pripravljajo tam za leto 2027, da nekoga res ekstra potegnejo v svoje moštvo, nekega superstarja, ker dejansko prej ni prostora. Kljub temu, da so v bistvu novi lastniki prišli in nekdo je pač pričakoval, da bojo šli preko tega cap spacea, da bojo plačali luksuzne davek, ampak spet, to so zdaj druge zadeve, ne? Tu druga moštva so se precej okrepila, zdaj le nekaj podrobnosti nisem šel, nisem toliko spremljal, ne nazadnje sem na dopustu in malo odmika od košarke ne škodi, pa vendarle, ne, spremljam pa tudi ostale zadeve. Zdaj recimo, kar je zanimivo meni osebno, se je pojavilo neka izjava novinarja, da naj bi Luka slabo vplival, oziroma bolje rečeno, da Reeves in pa James nočeta igrati v isti ekipi kot je Luka. Zelo zanimivo je pa to, da tole prišlo ven iz ust istega novinarja, ki je dejal, da z Luko niso želeli igrati pri Real Madridu. Se pravi, ravno takrat, ko je bil tale nabor, 2018, je ta isti novinar izjavil, da kar se tiče Aytona in pa Dončića, da pač ni dileme, da morajo ekipe se odločiti za Aytona, ker je Luka nestabilna oseba, da se joče na klopi, oni so tretjo in so pač predvajali tisti posnetek, ko se takrat Pablo Laso pač malo zdira na Dončića, ki je v tistem trenutku bil star 17 let in ne 18, kot je bilo to, oziroma celo 19, ko je šel potem na draft. To bi jaz rekel, bolj so neke mučke ameriških novinarjev in ne bi dal tu dosti na to, oziroma popolnoma obratno bi se jaz obrnil. Po mojem sta kar oba dva zelo vesela, da sta soigralca Luke, ne. Tako da tole lahko naredimo en X tukaj. Aytona pluse minuse smo dali, glede Luke to izjavo smo dali.
Reprezentanca U19, ne? Se pravi, trenutno poteka v Švici svetovno prvenstvo, kjer smo se lani uvrstili z dobro uvrstitvijo na Evropskem prvenstvu sem. Začeli smo malo slabo, proti Kanadi in pa proti Nemčiji smo začeli s porazom, čeprav smo proti obema nasprotnikoma v bistvu tekme prepričljivo vodili, tudi preko 10 točk, na koncu žal padec in se ni steklo, ampak smo potem dobili Kitajce zelo prepričljivo in najpomembneje, v prvi tekmi izločilnih bojev smo premagali včeraj tudi Argentino za točko. Argentinci so imeli recimo zadnji napad, ki ga niso izkoristili, bolje rečeno mi smo ga obranili in evo, sledi nagrada, tekma osmine finala proti Izraelu. Ne, če pa tole premagamo, pa smo potem že med najboljšimi 4, mislim, U19 Slovenija, fantastično. Izstopajo nekateri fanti, Žak Smrekar, Mark Padjen, Urban Kroflic, zakaj jih omenjam? Prvo, zaradi dejstva, ker izstopajo, pa ne da bi želel komu drugemu narediti krivico, ampak tudi zaradi tega, ker so ti fantje že nastopili v teh FIBA kvalifikacijskih oknih za slovensko člansko reprezentanco, kar pa ni kar tako, ne? In ravno smo pred nekim časom, ko se bodo počasi začeli objavljati spiski, širši seznami reprezentanc za Evropsko prvenstvo, ki sledi. Nekatere ekipe so to že storile. Zdaj Goran Dragić se tega dotaknil v zadnjem intervjuju na svojem kampu. On recimo bi obvezno že zdaj večino ljudi zamenjal in vključil čim več mladih. Ne, zdaj tole je sicer na hitro, mogoče malo celo iz konteksta vzeta izjava, ampak po eni strani je pa že čas, da malo pomladimo reprezentanco in nekako upam, da dejansko vsaj povabi selektor Sekulić ta mlade v reprezentanco, da pač malo okusijo to spet, kako je za reprezentanco. Vemo, zdaj Čančar, oziroma Čančar mogoče že. Čančar je novica nova, Čančar se seli k Milanu, Euroligašu. Luka Dončić pa še ne bo moral biti takoj priključen reprezentanci zaradi samih pravil NBA, kdaj se lahko igralci udeležijo priprav reprezentance. V glavnem, mislim, da je celo Cerkvenika izpostavil Goran Dragić, da bi ga takoj prikročil. Ne? Je pa res, to sem že govoril v prejšnjih slišanjih, da je to za nekatere zadnja akcija. Ne? Se pravi Zoki, Edo Murić, ne vem, Nikolić je že malo veteran, ampak ne, Blažić, verjetno je to za njih zadnja akcija. Druge reprezentance, nekatere so že objavile seznam, se pravi Francija, Španija in pa Turčija. Vse tri omenjene so za mene prvi favoriti. Vse tri. Ne moram reči, da je prvi, da je drugi, tretji, ampak samo centrska linija Turkov, Adam, Bonga, Alperen, Sengun, da ne govorim, kaj imajo od zadaj. Potem Španija, isto, ima same zvezde. Francija, kljub temu, da imajo marsikoga, ki je odpovedal, Wembanyama je odpovedal, Guber je odpovedal, Fournier je odpovedal, ampak to nema veze, to Aleksar recimo je zraven, potem ta drugi, no, na naboru še, zdaj se ga ne bom spomnil po moje, Riza Šer, isto zraven, kaj bi našteval. Upam, da imamo mi potem zdravega Luko, zdravega Čančarja in ostale, da se jim odpre, da smo vsaj probamo biti konkurenčni, ker tole bo očitno izjemno prvenstvo in nenazadnje ga komaj čakam. Tako, ne vem, nekih bistvenih zadev mislim, da sem se dotaknil, da ne izgubljam preveč časa, ker tole morje od zadaj čaka, da se vržem noter in ja, do naslednjič, če se kaj zanimivega zgodi, seveda se absolutno javim, vas pa prav lepo povabim, da če ste tukaj prvič oziroma vnovič, da se naročite na moj kanal za podobne vsebine, tudi kakšne highlightse in tako naprej, kar se tiče slovenske košarke, Dončića in NBA. No. Hvala, da me spremljate, do naslednjič, Gregor sem bil z vami, lepo vas pozdravljam iz Podstrane, blizu Splita. Čau.